in protestnice. A se slišimo? Zaposleni na RTV Slovenija, a se slišimo? Lepo prav. Prepričan sem, da se slišimo. Kot rečeno, tukaj smo zato, ker nasprotujemo politizaciji, ker nasprotujemo razgradnji, ker nasprotujemo pritiskom, ki se dogajajo na RTV Slovenija. Evo, imamo tudi izrazne podpore. Z nami pa je danes tudi protestnik in aktivni državljan in pesnik Dejan Koban, ki je hkrati tudi zaposlen na RTV Slovenija in je prebral eno pesem. In aplavz za pogum in dokončno. Hvala lepa. Margo, to še srednje slabo, torej. Čiščenje. Prišli so na površje, opogumljeni od zunaj, po ramah trpljani od znotraj, drobni, tihi, s pogledom v tla, nemi. Sedaj je napočil naš čas, pravijo, in se igrajo s to mislijo v svojih glavicah. Videli boste, ko bodo naši pričeli pometati po hiši, se smehljajo in manejo dlani, od zunaj, od znotraj, iz vseh strani. Kradete naš denar, nam pravijo, pljuvate po naših junakih, nam učitajo. Sedaj bomo vse to postavili na svoje mesto, renčijo. Spodnesli, prisilili, ukinili, odrezali, premestili. Nihče ne bo s svojimi besedami umazal naših poštenih namenov, tulijo. Nihče več si ne bo drznil dvomiti v naše vladajoče, cvilijo. Izbrisali bomo Anjo, Petra, Marcela, Igorja, Natašo. Vse bomo brisali, grozijo. Izpustili bomo njihova imena iz objavne špice oddaje, ki je sramota državne televizije, pravijo. Državna televizija, vzklikajo. Državna televizija, hlipajo. Državna televizija, ponavljajo pred kamero. Gospod, popravi Erika, ta televizija ni državna televizija, gospod državni sekretar. Ta televizija je javna televizija. Ta televizija, pravimo ljudje, je naša televizija. Hvala lepa. In še petek svetov, bolnikov, in bo končne zame, nica,